Mladi in starejši pa so se v velikem številu udeležili literarnega natečaja, ki ga je 10. leto zapovrstjo priredilo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Letošnjega so posvetili slovenskemu pisatelju Janezu Trdini. 70 ustvarjalcev je napisalo 115 kratkih proz in poezij. Pisala sem kratko zgodbo z naslovom Potovati kot čebela. Primerjala sem potovanje z obnašanjem čebel, ki je pravzaprav zelo podobno človeškemu, čeprav se tega niti ne zavedamo. Namen literarnega natečaja, letos že 10. po vrsti, je spodbuditi besedno literarno ustvarjalnost pri osnovnošolcih, srednješolcih in seveda pri odraslih, ki se zelo radi odzovejo na naše razpisane natečaje. Velika udeležba je bila predvsem odraslih ustvarjalcev. Mislim, da vsako leto pojavljajo se isti ustvarjalci, pridružujejo se jim pa tudi novi, ker čakajo na novo temo, nov razpis natečaja. O pomenu Trdina za Dolenjsko, kot tudi za Slovenijo, je spregovoril slovenski literarni zgodovinar Marjan Dović. Omenil je, da so njegova dela včasih edini vir v življenju Dolenjcev in Belokranjcev v drugi polovici 19. stoletja. Druga stvar, ki pa je za nas Dolenjce še posebej pomembna, je pa verjetno to, da je zlasti z bajkami in povestmi o Gorjancih postavil pravzaprav tudi en pomemben literarni spomenik. Pravzaprav temu področju te njegove bajke so še danes berljiva izredno kvalitetna literatura. Janez Trdina je bil popotnik, kar smo v vsakdanjem življenju navsezadnje tudi prav vsi. Tudi literarni natečaj je zdaj popotoval in pripotoval do 10. literarnega natečaja in upam in želim si, da bo potoval, torej literarni natečaj in likovni natečaj v okviru Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine še naprej. Želimo srečno pot in seveda veliko ustvarjalcev. Zaključno prireditev so obogatili s spremljavo violine ter petjem glasbenice Laure Kaferle.